Gospod Siniša, iskrene čestitke, danes ste povsem deklasirali ekipo Kopra, visoka zmaga 4-0, kako ste vi videli vse skupaj takole s klopi? Kaj reči, po neuspehih, ki smo jih imeli smo igro, nismo imeli rezultata, tokrat z vrnitvijo Pokorna, Đurkovića in Matica, igra nam je stekla, fantje so dosledno se držali navodil, kaj pametan biti po taki prikazani igri brez veze, ampak v tej priložnosti čestitam fantom, čestitam svojemu strokovnemu štabu in navijačem, drugi pa ne se naslajajo, ko zgubljamo. Tako da prezadovoljen, pokazali smo, da sodimo v našo ligo, ampak ne letimo v nebo. Meni je podatek, da smo danes dali 4 zadetke, 0 držimo, tako da sedaj proti Mariboru predvsem se spočiti. Danes, ki ste videli, tudi Keran je dobil priložnost, naš mladi Klemenčič, tako da tekma je bila enkratna, mislim, da smo dominirali celo srečanje in zasluženo zmagali. Ja, ko ste omenili 4 zadetke, toliko golov ste dali na vseh tekmah do danes. Kako se počutite v tem trenutku? Enkratno. Jaz, ko govorim, pa vabim novinarje, da pridejo naš trening pogledati, 70% delamo samo na zaključkih. Fantje se trudijo, pač če ne gre, ne gre. Tokrat se nam je odprlo, trenerji in moj strokovni štab, mi vemo, da dobro delamo, zato se tudi ne sekiram. Fantje sedaj so to dokazali, prej se ne more tudi nam nasmehniti sreča in tokrat ne bom govoril od sreče, ampak od znanju in dobri igri mojih igralcev. Ne bi rad govoril o kakšnih negativnih zadevah ob današnji zmagi, ampak slišali smo navijače vašega kluba, kako nekako skandirajo, da niso finančne zadeve urejene. Ja, gledajte, klub se trudi po najboljših močeh, tukaj ne bom nič govoril čez klub. Je pa res, da smo finančno omejeni, trudimo se po najboljših močeh vsi. Boli me to, kar se je zgodilo takrat pred Olimpijo zaradi Kopačke. Normalno, da nam fantje to vpliva, če nimamo dohodkov. Ne morejo tudi Kopačke kupiti, ampak klub se je potrudil in nam je tudi vrnil sredstva za Kopačke, tako da upam, da bo boljše, da bo naša Gorenjska tudi malo pomagala. Ni rožnato, mi smo amaterji, nekateri igralci igrajo tudi dobesedno zastonj, tako da upam, da bo bolje. Ja, današnje gostovanje tukaj v Kranju se, verjamem, da nikakor ni šlo po vaših željah. Kratek komentar tega srečanja. No, sigurno to ni šlo po naših željah. Prvo bi čestital domačinom za zasluženo zmago. Res je, da je visoka njihova zmaga, tudi naš poraz in tega res nismo pričakovali. Kaj se je danes zgodilo, da je Koper igral dejansko slabo? No, moram reči, da niti pri polčasu ne bi ne vem koliko kvaliteten, ampak kljub temu smo se stvarili neke priložnosti. Domačin je zadev, šel z rezultatsko prednostjo v drugi polčas, na kar smo v drugem polčasu hoteli za preformacijo z bolj ofenzivnim načinom igranja priti do izenačenja in mogoče telo do zmage, vendar se je izpletlo drugače. Bila je 11-metrovka za domačine, na kar je iz protih napadov normalno povečeval prednost in rezultiralo je to za visoko zmago domačih. Bilo je, če smo čisto povsem pošteni, preveč napak, naprimer v zadnji vrsti, če so Triglavani imeli kakšen protinapad, je bilo vselej nevarno za zadetek. Je res, samo obrambo normalno, da igrajo vsi igralci, ne samo ožja obramba, to pravi, se je začelo že pri napadu in verižno smo delali preveč napak, tako da rezultat je pač koncev realen. Čaka vas sedaj kar precej dela, nova tekma doma proti Domžalam in nekako so potrebne nove točke. Definitivno, vendar je prvenstvo v polnem teku, tako da prvo moramo prespati, analizirati, zakaj je prišlo do tega poraza in na podlagi tega tudi nadaljevati do bolj uspešnega nadaljevanja.